Tako, spoštovana Ptuj-Liks publika, nekaj dni nazaj je bil skoraj celoten Ptuj šokiran, češ da se je grad vžgal, poln Facebook objav, klici, levo, desno, gasilci gori. Potem se je izkazalo, da grad ne gori, ampak v naše področje debatiranja je spet vstopil hidrant in z nami je Milan Klemenc, ki je s tem zgodbo s hidrantom nekako povezan. Tako da, gospod Klemenc, na dan z besedo. Lep pozdrav vsem gledalcem Ptuj-Liksa. Tako kot ste povedali, drži. Kar sem 2018 stopil v mestni svet, je bila ena izmed prvih pobud ureditev hidrantnega omrežja na našem Dragulju, kot mu jaz pravim, Ptujskemu gradu. Poglejte, v vseh teh letih, ki so že za nami, se kratko malo ta zgodba ni premaknila nikamor. Bolj ali manj se dogaja potakanje žogice, se pravi, med mestno občino Ptuj in Ministrstvom za kulturo. Konec koncev je Ptujski grad v lasti Republike Slovenije, ki bi kot takšna, kot dober gospodar, če lahko temu rečemo, morala tudi poskrbeti za svojo lastnino. Seveda tolmačenja, kdo mora kaj prispevati, kdo bo zgradil hidrantno omrežje, je seveda preteklo že kar nekaj vode, nažalost ne po ceveh za hidrante, temveč reke Drave, ki bi nekako morali vzpostaviti to omrežje. In glejte, mi smo z vsem temi pobudami, vprašanji, z spraševanji, ki sem jih naslovil tako na mestno občino Ptuj, seveda so prišla tudi na ušesa pristojnih na Ministrstvu za kulturo, ministra, kateri med člankov v letu 2019 odgovoril, da kratko malo oni ne vidijo nekih zadržkov, ampak nimajo pač finančnih sredstev in da to breme seveda prenaša na občino. Zdaj, da lepo secirava pogovor, torej v primeru, se pravi, koraki čist logični so bili podani strani mestnega svetnika, tudi ni bilo zadržka ministrstva, kot slišimo. Kdo bi moral glavo nesti v kovčku, vkolikor bi se grad res tokrat vžgal? Če smo čisto odkriti, vsi skupaj. Predvsem pa tako tisti, ki to dovoljujejo. Jaz menim, da moramo enkrat stopiti skupaj, udariti po mizi, ne glede na to, ali je vaše, moje, ali nekoga, naše je vse skupaj. In mi moramo to urediti. In ne glede na to, ali za tistih par sto metrov cevi potrebnih nekih 200 000 evrov, ko sem dobil odgovor enkrat strani pristojnih služb mestne občine Ptuj, kar se mi zdi skrajno nekako neprimerna in taka gromozanska številka za cevi in par hidrantov. Konec koncev mogoče bi v tem primeru morali nekako skupaj stopiti, pa če ne mara, če bo potrebno udarniško nekaj narediti, da to naredimo, da zadevo zaščitimo. Poglejte, če se spomnite, sem jaz pred leti, takrat 2019, naredil fotomontažo. Si res želimo tega? Malo bliže. Si želimo tega? Si želimo tega slučajno? Na drugi strani pogledamo, si želimo potem tiste vedute? Si želimo, da bo Ptuj ostal brez gradu slučajno? Si želimo tega? Jaz mislim, da ne. Mislim, da ga ni heroja, da ni Ptujčana, ki bi želel videti tak pogled, ko se bo pripeljal v Ptuj. Potem tehnično vprašanje, ker ste se s tem ukvarjal, v primeru, da bi se pa res grad vžgal, gasilci pridajo gor, kje dobijo vodo? Poglejte, gasilci, vodo, ki si bojo, si lahko sam s sabo pripeljajo. To sem hotel tudi vprašati pod vprašanje, koliko si lahko oni vode pripeljajo s sabo? Če gledamo na količine, ki jih imajo teh vozil, rečemo Ptujsko gasilsko društvo, se pravi, pa Grena, ki ima novo vozilo kot veliko cisterno, največjimi cisternami na Ptuju, če se ne motim. Ne bi rad v nekih številkah govoril, ker ne bi, ali bi rekel preveč ali premalo, ampak konec koncev za gasiti požar na Ptujskem gradu absolutno premalo. To je verjetno za gasiti kakšne manjše požare, kakih ostrešij in podobno. Tako je. In tista vaja, ki so jo gasilci izvajali pred leti, je bila zgolj samo pokazatelj, da ni hidranta na gradu, oziroma hidrantnega omrežja, ne govorimo o enem hidrantu, hidrantnega omrežja. In tisto iz Drave, ko so črpali vodo, poglejte, to je stvar, ki je vaja, katero se je zgodila že bolj ali manj napovedano.
pa nočem zdaj nič slabega govoriti, daleč od tega karkoli. Ja. Gasilci so pač takrat bili pripravljeni, naredili bomo to in to in pokazatelj je bil, ok, voda da, ampak bila bi boljše, če bi bila nagrado, ne, seveda. Jasno je, da moramo mi nekaj narediti. Glejte, mi, če gledamo na splošno, hidrantno omrežje se je pokazala, rak rana nam, ne samo na Ptujskem gradu. Poglejmo si zadnji požar, ki je bil v Mestnem Vrhu. Kaj smo ugotovili? Hidrantno omrežje je za nič. Bomo... Od 661 hidrantov 205 ne deluje. Da bomo zdaj malo temo razširili pri naslednjem vprašanju. Čist tak, če se postavi nekdo na neko pozicijo razvitega okolja, je absolutni absurd, da tega hidranta že 50 let ni tu. Ja, to je jasno, ko beli dan. Potem se na Ptuju v preteklih nekaj mesecih, morda je to celo zaradi COVID epidemije, ker so ljudje napeti v živcih, malo tak je začelo vršati o nekih pobudnikih, da se preveč daje pobud, ampak ko človek vidi, da se taka pobuda ne udejani, kaj si pol za naj misli, da je Fukien tisti, ki pobudo da, ali je Fukien tisti, ki je ne izpelje? Zelo dobro postavljeno vprašanje. Tak res, če še dam pod vprašanje. Mi smo se v preteklem času, pa rečemo 2-3 mesecev, mogoče, ker je bila zima, pa se še ni dogajalo dosti vuni, pa je bilo preveč časa za razmišljati, ker ni nekako življenje ne teče, ukvarjali s prevelikim številom pobud. Zakaj se ne ukvarjamo tudi s tem, da nekateri nikoli ne dajo kakšne pobude? Zakaj nekateri ne dajo nikoli pobud? Pa potem, da spet potem odgovoriš na to. To zgodbo nazaj, ja. To je čisto konkretna jasna pobuda. Jaz sem dal, to je bila, mislim, da ena izmed mojih prvih pobud, če ne celo prva. In takrat sem pač dejansko začel korak, s katerega sem tam. Prenašati vprašanja in pobude občank in občanov oblasti v mestnem svetu, oziroma mestni občini. Glejte, občanke in občani so tisti, ki sprašujejo. Mi smo pa tisti, kateri plasiramo njihove vprašanja in pobude. Zdaj, če nekdo to jemlje kot neko plasiranje, kako bi rekel, populizma, potem dobro, ne tako razmišljam. Ampak jaz konec koncev gledam na to, da ljudje prihajajo do mene, zaradi česa vam bom pojasnil, zakaj ljudje prihajajo do mene. Zato, ker vedo, da bom vprašal. Da ne bom zadeve zapisal, pa bom dal stran. Le probo sem pa ni šlo. Ne. Zato mora Ptujčan pisati njihovo vprašanje. Nekateri ljudje se pa niti ne želijo izpostaviti in hočejo to, da ne vprašajo, ampak oni ne bi radi bili imenovani. Vse veste, nikoli ne veš, kaj se lahko. Glejte, jaz bi povsem razumel. To je sedaj brez kakršnega koli kazanja s prstom na koga. Vsi tonemo v barki, ki se imenuje Ptuj. V slovenskem merilu smo zadnja rupa na sviralu, če povemo tako. Jaz bi razumel, da se nekdo bune, če bi se dajale pobude, zakaj ni 6. robnik na Prešernovi rumene barve. Denimo, to bi jaz razumel. Zdaj smo pa res dobili zadnjo opozorilo pred katastrofo, je bilo to. Zadnje opozorilo pred katastrofo. Absolutno se strinjam. In tukaj moramo mi nekaj narediti. Če bo komu prav ali ne, ali je to mestni trg 1, ali je to na Ministrstvu za kulturo, ki konec koncev kot predstavnik enega ministrstva, ki pač ima vlasti ta naš Dragulj, Ptujski grad, mi nekaj tukaj bomo mogli narediti. Poglejte, ne želimo si tistih fotografij, ki smo jih pa naredili fotomontažo, resnično ne. Na srce polagam in apeliram na vse kolegice in kolege v mestnem svetu in vse, ki bodo kadarkoli to pogledali, da res se nam ne zgodi kaj hudega. Glejte, govorimo o Ptuju, zakladnici tisočletja, je tako. A si želimo eno pogorišče? Poglejte, ne gre se za to, da se nam bo kdo smejal. Kako smo si ga sami, gledali smo, kako govori. In tako, kot že parkrat sem že povedal in še zmeraj govorim, mi moramo skrbeti za našo kulturno in prepoznavno narodno dediščino tukaj. To je naša dediščina, katero bomo mi tukaj nekako morali ponesti še naprej v svet. Glejte, 100 že imamo to, a se želimo resnično mogoče zaradi par 100 evrov vse skupaj nekako dati, da bo šlo pa se. Mislim, da ni nobenemu interesa in jaz menim, da teh sredstev, ki so tu noter potrebna, da se umestijo, da jih damo nekako v zelo kratkem času, spravimo skozi
Pa ne glede na to, da določeni govori, da treba konzervatorske načrte, ne vem kaj še vse. Poglejte, to je višji javni interes. In če bo pod pravim nadzorstvom zadeva izpeljana, jaz menim, da lahko to naredimo v zelo kratkem času. Ne pa, da si potakamo to žogico med mestno občino Ptuj, Ministrstvo za kulturo, konec koncev kot, bi rekel, kot tisti razsodnik v sredini Zavod za varstvo kulturne dediščine, včasih da, včasih ne, to smo že videli tudi med drugim pri blokih. In ne želim si tega, da bo zaradi par nekih malenkosti nam zadeva šla po gobe. Dajmo biti toliko sami do sebe, imejmo se radi, pomejmo radi ta naš Ptuj. Za zaključek tega videa bom pa jaz dodal, tega videa danes ne bi snemala, če ne bi res, to je bil ekstremen opozorilni signal, ne bi se pogovarjali o pobudah, če bi bilo zavrnjeno štrihanje kandelabrov, denimo, ampak zdaj nam mora jasno postati, ja, da moramo v bistvu, če gremo nekaj korakov nazaj. Ptuj je izpadel iz finančne perspektive okrevalnega sklada, Ptuj ne igra praktično glede na svojo vrednost in potencial v slovenskem prostoru več nobene vloge, postali smo nekako tak odmaknjeno marginalno mesto, kjer si nismo sposobni niti tega hidranta narediti in zdaj se pa vprašajmo, pa odgovor bomo dali naslednjič, kakšen signal bi dali v svet, če bi nam grad zgorel, pol bi pa nekdo prišel do tega od zunaj. So se menili o hidrantu, samo se niso zmenili. To je velika težava, katera se nam dogaja. In na koncu se običajno tako rata. Zmenili smo se, da smo naprej pogovarjali. Ampak jaz še zmeraj pravim, solucije to ni. Mi moramo priti od besed k dejanju. In ne glede na to, mi moramo začititi javni interes. In gledajte, da govorimo o teh nekih konsenzih, da govorimo o, če se samo spomnim tako, v EPK-ju smo govorili, kako bomo žitnico obnovili. Kaj bomo obnovljali žitnico, če še nekaj, tako sem rekel, niti hidranta nismo bili sposobni. Še do takrat, danes pa še do danes nismo vzornega hidrantnega mreža spostavili gor. Poglejte, konec koncev, seveda zdaj bo tisoč en izgovor, zakaj ne gre, ne? Zato, ker ni pritiska vode, zato, ker ni tega, ker ni onega. Glejte, na panorami imamo vodno zajetje, tako da o nekih hidravličnih izračunih pa o odkrivanju tople vode, jaz osebno tega več ne želim slišati. Moj naslednji intervju upam, da bo samo ta, kar tiče hidrantnega mreža, otvoritev hidrantnega mreža na Ptujskem gradu. Jaz pa dodam za konec, gasimo lahko tudi z hladno vodo, tako da gospod Klement, se vidimo. Hvala za odgovore. Hvala tudi vam.